Še ena čudovita predstava obarvana v vijoličasto. Padla je štirica v Celjski mreži, hkrati pa še rekord. Zdajšnja ekipa Maribora je tudi uradno presegla najboljši prvenstveni start generacije iz Lige prvakov. 37 točk v 15 krogih pomeni dosežek za anale, v posebnem spominu pa bo ostal način, kako je prišlo do zgodovinskega podviga. Silovit je bil že začetek tekme v Areni Petrol. Tavares je v drugi minuti stresel prečnik in napovedal orkan v vijoličastem. Junakov je bilo potem veliko za celo ekipo, je pa glavno vlogo prevzel Dalibor Volaš. Strelski šov se je začel v 5. minuti. Celje Maribor 0:1, strelec za goste Dalibor Volaš. Celjani so nato skušali poskrbeti za zanimivejše nadaljevanje. Toda, ko je kapetan znova izjemno potezo povišal vodstvo, je šla tekma le še v eno smer. Celje Maribor 0:2, v 26. minuti je zadel Marcos Tavares. Še dodatni 2 minuti v prvem polčasu. Tik pred odmorom je Volaš gostiteljem povsem odvzel voljo, v slačilnice se je odšlo z napisom na semaforju 0:3. Celje Maribor 0:3. Drugi zadetek je nocoj dosegel Dalibor Volaš. Nogometaši vodilne ekipe lige niso popuščali, priložnosti so se vrstile tudi v drugem polčasu. Za končnih 4:0 je poskrbel Volaš s hat-trickom.
prednost pa bi lahko bila na koncu celo še višja. Po popolnem večeru v vetrovnem Celju je Darko Milanič nagradil ekipo za uspešne igre v napornem ritmu in redko videno prevlado na igrišču z 2 prostima dnevoma. Odlična forma moštva, ki se kar stopnjuje, pa pomeni najlepše povabilo na naslednjo tekmo. V soboto, 6. novembra, ob 18. v Ljudskem vrtu spopad prvakov zadnjih 2 let. Maribor-Koper. Čestitke za to zmago. Videti je bilo enostavno, je bilo na igrišču podobno enostavno? Hvala za čestitke. Tako je, vam je verjetno lažje s tribun, vendar ko imate tak občutek, da je vse lahko, pomeni, da smo igrali zelo dobro. In tako je tudi bilo. Ne moramo imeti tega, da je to rekordni dosežek. Videlo se, da od prve minute pravzaprav so igrali igralci s to motivacijo. Od prve minute so nizali priložnosti. Tako, en motiv nam je bil ta, drugi motiv je, da ostanemo neporaženi oziroma da zmagujemo naprej, kajti pred nami je en cilj. Imeli smo pa tudi en interni dogovor, v primeru, da bo dobro, in bilo je več kot dobro, bojo fanti nagrajeni in tako je tudi bilo, zato so se mogoče še malo bolj potrudili kot drugače. Lahko kaj podrobneje o tej nagradi? 2 dneva prosto, tako da to tudi pomaga. Če je potem sposobna taka ekipa, ki naniza boljši niz, kot pa je tista iz Lige prvakov? Poglejte, smo zelo delavni, resni, mladi, tako da zavedamo se, da neke primerjave z tistim moštvom niso mogoče, vendar igramo dober nogomet in fantje imajo res karakter, tako da smo lahko na njih ponosni. Razvija se tudi interni strelski dvoboj, sedaj sta izenačena Markos in Vološ. Tako, všeč mi je tudi njim, da sta visoko, da imata veliko zadetkov, tako kot ostali napadalci, to je jasno njihova hrana in moštvo samo pridobi, če dosežejo veliko zadetkov, tako da se jasno za njih 2 zelo veselim. Čestitke za zmago in za 3 gole. Je bilo tako enostavno, kot je bilo videti s tribune? Je in ni, ne. Odlično so mi se igralci dali v priložnost. Malo smo se bali tekme, kajti vedno so težke tekme, prvi proti zadnjim, vsi naprej pisane točke, vendar smo pokazali karakter in mislim, da zasluženo slavili danes v Celju. Kaj je bil tisti največji motiv nadaljevati serijo neporaženosti, preseči tisto generacijo iz Lige prvakov? Lepo je videti, da si na prvem mestu in da imaš prednost 5 točk. To smo hoteli zadržati in tako smo se postavili in še vedno je lepo pogledati lestvico. Kaj bo ta rekord? Sigurno, da je čudovito to. Vemo, da imamo eno talentirano mlado ekipo in sigurno, da to je samo motivacija za naprej. Zdaj ste z tovarišem izenačeni? Imate kakšen interni duel? Ne, to ni res važno. Važno, da držimo to, mislim, sigurno za špico, da je pomembno, da zabija, vendar še bolj pomembno, da čim več točk osvojimo in da na koncu osvojimo ta naslov. Dobili ste nagrado 2 dneva prosto? Sigurno je lepo, kajti imeli smo zdaj naporen ritem, zdaj je lepo malo domov se sprostiti in počivati in v torek spet na delo. Maribor je redko v Celju zmagoval na tako dominanten način, zanesljivo. Kje si ti videl temelje za to? Ne vem, zdaj smo v enem ritmu, ki dobro zmagujemo, zadevamo dobro, v fazi napada se dobro znajdemo, pa tudi v fazi obrambe zelo dobro, prejeli smo samo 6 zadetkov. Ampak mi sta tekla danes enega drugega pomena. Mislim, že od prve minute smo nakazali, da smo boljši nasprotnik, da smo zasluženo na prvem mestu in zdaj moramo ta ritem držati še dalje. Običajno so tekme zadnji, proti prvemu lahko dvorezen meč. Ja, lestvica nič ne pove, vsaka ekipa je sigurno dosti kvalitetna in vsaka ekipa zna igrati. In tu je tisti boljši, ki zna izkoristiti napake in tako pride do točk tudi. Nadgradili ste dosežek moštva iz Lige prvakov? Ja, mi se s tem sploh ne obremenjujemo, mi imamo cilj, da osvojimo to prvo mesto in pokal, tako da s tem sploh ne obremenjujemo. Kakšni posebni občutki, ko si prišel na teren?
Pa nič, tekma ni bila nič posebnega za mene, gledam vsako tekmo enako, ampak mislim, to je moja bivša publika, tako sem rekel, ni bilo nič posebnega. Imel pa si priložnost do ene. Ja, bil sem premalo koncentriran, lahko bi si žogo ostavil, lepo si vzel čas in zadev, ampak jaz sem hotel s prve, ampak žoga mi je žal skočila in žalost nisem zadev.